Lepo pozdravljeni! V tem video vodiču vam bom predstavila uporabo Smart Ink orodja za pisanje na interaktivnih napravah SmartBoard. Orodje bom uporabila v diaprojekciji programske opreme Microsoft PowerPoint. Orodje Smart Ink po zagonu diaprojekcije izgleda nekoliko drugače kot v drugih aplikacijah. Torej, ko zaženete diaprojekcijo, se vtičnik Smart Ink pojavi nekje na zaslonu v sivi orodni vrstici. Orodje lahko premaknete kamorkoli želite. To storite tako, da se dotaknete sivega polja in ga povlečete na želeno mesto. Orodno vrstico samega vmesnika sestavljajo različne ikone. Če gremo iz leve proti desni, torej zaslonček z X-om predstavlja ustavitev diaprojekcije, drugo sta dve številki, in sicer ti dve predstavljata število diapozitivov, torej vseh diapozitivov, in zaporedno številko trenutno odprtega diapozitiva. Potem so tri pikice in na koncu še puščici levo in desno, s katerima se pomikate med samimi prosojnicami. S pritiskom na tri pike se vam pojavi meni za izbiro vrste pisala. Izbirate lahko med klasičnim pisalom v 4 barvah in 4 debelinah ali označevalcem besedila, ki je na voljo v 2 barvah. Zadnja ikonica, torej prepognjen list, pa predstavlja orodje, ki omogoča možnost dodajanja nove prosojnice, brisanje prosojnice ali izdelavo posnetka prosojnice. Vse ta orodja lahko uporabite med samo diaprojekcijo. Sedaj vam bom predstavila uporabo teh orodij v praksi. Torej, pomaknem se na naslednjo prosojnico, izberem pisalo, nekaj dopišem. Lahko izberem tudi označevalec besedila in označim pomembnejše točke besedila. Lahko odprem tudi naslednjo prosojnico. Tukaj seveda ugotovim, da orodna vrstica prekriva del mojega besedila, ampak nič zato. Orodno vrstico lahko enostavno prestavim. V bistvu se postavim na sivo polje in nato orodno vrstico pomaknem na želeno mesto, kjer me bo najmanj ovirala in mi bo seveda obenem tudi najbolj priročna. Na odprti prosojnici lahko tudi rišemo in pišemo in označujemo. Jaz bom označila dele slike, ki jih želim poudariti, obkrožila pa bom tudi pomembnejše dele besedila. Po končani diaprojekciji ostanejo vsi zapiski shranjeni na posamezni prosojnici. Na prosojnico pa lahko pišete tudi, kadar nimate zagnane diaprojekcije. V tem primeru se vam zapiski ne shranjujejo neposredno na prosojnico, kot v primeru diaprojekcije, ampak se vam preko celotnega zaslona pojavi transparentna plast z vašimi zapiski. Kaj to pomeni v praksi, vam bom pokazala z drugo barvo pisala. V tem primeru ko se pomaknem na drugo prosojnico, ostanejo zapiski na enakem mestu, kot so bili prej. Zapiske bom sedaj izbrisala s mojo dlanjo. Ta funkcija, torej funkcija brisanja z dlanjo ali pestjo, je mogoča samo, kadar vaša interaktivna naprava to omogoča. Zato vam priporočam, da pišete samo, kadar imate odprto diaprojekcijo, da boste lahko svoje zapiske tudi shranili. Če ste torej v vaš dokument PowerPoint pisali s pomočjo orodij Smart Ink, boste lahko, ko boste svojo datoteko že shranili in jo ponovno odprli, jo boste lahko tudi urejali. Torej, dopisovali, brisali zapiske in tako naprej.
Datoteko z zapiski shranite na enak način, kot jo shranjujete brez zapiskov. In sicer greste v meni datoteke, shrani kot, napišete naslov datoteke in pritisnete na shrani. Upam, da vam bo ogled tega videoposnetka pomagal pri uporabi Smart Inka v PowerPoint aplikaciji. Hvala.